Za moje pojme je Kras najlepši spomladi, zato sem se odločil, da naredim izlet do Štanjela in vam pokažem nekaj najlepših stranskih cest do tja in nazaj. Po poti bom pa povedal še nekaj o akciji Siroko, kjer bojo dvignili popust na 20%, in pa nekaj o tem, kakšni občutki so me prevzeli, ko je moj kanal dosegel 1 milijon ogledov. Živijo, en prav lep kolesarski pozdrav. Prvi vikend v aprilu je, v bistvu so velikonočni prazniki in imamo tako lepo spomladansko vreme. Burja se je umirila in čeprav je ob 10. dopoldan kazalo šele 14 stopinj Celzija, se bo pa že v roku 1 ure segrelo preko 18. Jaz sem se odpravil iz Nove Gorice južno proti Šempetru in nato čez Dornberk. Zdaj sem pa že tukaj na cesti proti Braniku. Za mano je 20 km. Kjer je le bilo možno, sem se glavni cesti izognil, tako da sem šel po stranskih cestah. In če koga bolj točno zanima, kje so te alternative, si lahko pogleda link od moje Strave, ki ga bom dal od spodaj v opis videa. Je pa tako, da en kos ceste nima alternative, k sreči pa mogoče lih zaradi teh praznikov ni kakšnega pretiranega prometa, tako da se lepo prav dobro počutim na tej poti. Tale je glavna cesta od Nove Gorice do Branika, je hkrati tudi glavna prometna žila za Sežano. Zato tukaj lahko pričakujete promet v vsakem letnem času in v vsakem času dneva. Mogoče tako, kadar so prazniki, da je še najbolj mir. Ampak glej, ni problema, teh 20 km do Branika se že nekako pregura. Tukaj se ti pa potem odprejo 3 lepe poti, kjer greš lahko takoj mimo gradu gor na Kras ali naravnost naprej po glavni cesti direktno do Štanjela. Jaz sem se pa danes odločil za dolino Branice, po kateri bom prišel v Štanjel naokrog čez Kobdilj. Tako, pa sem prišel v to čudovito dolino Branice. Krasna, krasna, lepa, zelena dolina s tole mirno stransko cesto, ki je raj za kolesarje. Bom kar tukaj izkoristil priliko, da vam povem nekaj več o tej akciji Siroko. Namreč spletna trgovina Siroko praznuje 10 let delovanja. Za to priložnost so se odločili, da na mojo kodo namesto običajnega 10% popusta upalijo 20%. Akcija se začne 6. aprila, niso pa nič napisali, do kdaj bo trajala, tako da tega vam še ne znam povedati, vas pa bom obvestil naknadno preko mojega Instagrama. %20 popust boste dobili, če boste spletno stran Siroko obiskali direktno preko mojega linka, ali pa če boste na koncu v checkoutu uporabili kodo RBASLO. Vsekakor, če kdo zdaj rabi kakšna oblačila za sezono, je mogoče dobra prilika od 6. aprila naprej, da izkoristi. Res je super ta dolina Branice. Prav počasi se dviguje, ampak praktično ne opaziš, se voziš, kakor da je ravna in vsake toliko srečaš samo kakšnega kolesarja ali pa motorista. Ta fenomenalna cestica po dolini Branice
se konča po dobrih 11 km, zato ker se v tem križišču preklopi na tisto glavno cesto, ki gre od Štanjela proti Vipavi. Jaz bom tukaj zavil desno in opravil en lep vzponček proti Štanjelu. Še pred vzponom bom pa šel čez vas Čehovini, kjer je en super vodni vir. Vam ga pokažem zdaj takoj. To je tale vodni vir v Čehovinih, tukaj voda zmeri teče, zelo okusna voda, priporočam, sploh pa če imate dotlej že bidon prazen, da ga tukaj dopolnite. Res je dobra. Za ta vzpon je pomembno, da gledate tablo za Štanjel, da vas ne bi cesta odnesla kam še bolj v hribe ali pa kam drugam, kamor vi ne bi želeli. Drugač pa sam po sebi ni nič posebnega. Na 2 kilometrih se dvigneš za 90 metrov, kar pomeni 4,5% povprečni naklon. Čau. Odlika tega vzpona je res to, da je cesta lepa in pa zelo prazna. Res je zelo lep vzpon. In tudi brez kakšnih presenečenj, brez kakšnih hupsterjev, okay. Skozi lepo počasi gor. Fantazija. Evo, pa sem prišel v Kobdilj. Zadnja vas pred Štanjelom. Tukaj samo zavijem še desno na glavno cesto in čez slab kilometer bom že gor. Štanjela itak ne moreš zgrešiti, ker je tako markanten. Jaz bom šel do njega pa po tej stranski cesti mimo železniške postaje. Tako da se izognem glavni cesti, ker je sigurno bolj prometna. Prav gor do vasi je pa tak en kratek, malo bolj oster vzpon. Ko prijete tle gor, imate kar veliko možnosti, kako izkoristiti dan. Jaz vam predlagam, da greste gor v vas, se da narediti lep sprehod, dobiti kaj za pojesti, za popiti. V glavnem tle lahko prebijete cel dan, pa ne boste tratili časa. Jaz pa grem naprej po stranskih cestah čez Kras, najprej od Štanjela proti Kobjeglavi. Kakor vidim na števcu, sem do tukaj naredil lih 40 km in 390 višincev. Če računam, da sem nekje na pol poti, bi moglo do doma ratati prav enih lepih 80 km, pa tudi blizu 800 višincev. Zato ker tle čez Kras, delč od tega, da bi šlo po ravnem ali pa samo dol, non-stop gre gor in dol. Tak je ta kraški svet. Nekaj prometa je že sem in tja, ampak v glavnem gre za turizem. Spust od Kobjeglave proti Komnu, tisti del ture, ko noge končno malo utihnejo, glava pa začne delati svoje. Cesta je tu hitra, tekoča, ravno prav zavita, da te drži zbranega. Veter v ušesih, pogled naprej, roke na krmilo in samo pustiš kolesu, da steče. Po vseh kilometrih in vzponih je to nekakšna nagrada, ne rabiš več razmišljati o tempu, vatih ali srčnem utripu, samo še občutek. In ravno zaradi takih trenutkov se vedno znova vračaš na te ceste. Tukaj na poti proti Komnu izkoristim to prazno cesto, da vas opozorim še na en popust, ki je malo povečan. In to je za ta športna očala Revorej. Prav konkretno ta imam zdaj nova, to so Revorej Brisk Y2. Super očala, predvsem zato, ker so tako nizka
in mi čelada ne nabija dol na nos. In tudi tak lep kristalen pogled, ki imajo to modro barvo, so polarizirana, cenovno pa tam med 35 in 40 evrov. V glavnem iz Revoreja so mi pisali, da je popust namesto običajnih 21%, po novem 26%. Zdaj pa nič ne vem, je to kaj časovno omejeno ali kako. Če koga zanima, naj si pogleda. Do popusta pridete, če obiščete spletno stran preko mojega linka, ali pa če na koncu v checkoutu uporabite kodo RBASLO. Se pa popusti ne seštevajo, tako ker recimo zdaj Revorej ima nek velikonočni 29% popust, tisti popust premaga mojega in vam upošteva samo višjega, ne pa obeh hkrati. Vidiš, v Braniku sem danes že bil, tako da se bom zdaj držal levo za Komen. Preden pa dejansko pridem v naselje Komen, takoj zavijem ostro desno v smeri proti Škrbini. Še ena super lepa, čudovita kraška cesta v smeri proti domu. Jugota pa tudi več ne vidiš vsak dan. So kar zginili z naših cest. Ne vem, kako mislijo drugi, ampak za mene Kras pomladi je najlepši. Ko gledam te barve in to drevje, pa super je. Sem pa dobil letos najlepši mail tega leta, in sicer 31. marca, da sem na YouTubeu dosegel 1 milijon ogledov. Najprej sploh nisem mogel verjeti, da je to možno, 1 milijon. Ajde, kanal imam 5 let in 8 mesecev in v tem času, verjamem, se je nabralo. Potem sem malo tako računal, jaz sem v tem času objavil 330-335 videov, a to je skoraj 3000 ogledov na video. Se mi zdi, da je kar ful. Malo slabša cesta tle mimo vasi Lipa, ampak samo na enem kratkem odseku. V vsem tem času je kanal pridobil skoraj 3700 naročnikov, videi so pa skupno dobili 37 000 lajkov. To se pravi, v povprečju vsak naročnik je lajkov 10 videov, kar je spet zame ena ogromna številka. Za eno tako ozko nišo, kakor je kolesarjenje v Sloveniji, se mi zdi, da je to kar super. Seveda jaz vseh teh številk nisem dosegel sam. Zahvala gre vam, ki te vsebine gledate, ki me spremljate, ki mi všečkate in komentirate. Jaz se bom trudil še naprej, da vam prikažem lepe kolesarske izlete, z vami delim kakšen nasvet o kolesarski opremi, ali pa, če mi rata zrihtati, kakšen popust za ugodnejše nakupe. Z Krasa sem se spustil po super hitri cesti v Renče, od tam me pa čaka do doma samo še kakšnih 15 km ravnine. Spust z Krasa proti Renčam, tukaj pa ni več prostora za raztresenost. Hitrost hitro narašča, ovinki pridejo eden za drugim in vsaka linija šteje. Cesta te vleče dol, ampak moraš ostati miren, zaviranje na pravem mestu, pogled skozi ovinek, zaupanje v kolo. Adrenalin naredi svoje, ampak ravno tu je meja med užitkom in napako. In ko se spodaj cesta končno odpre, samo še izdihneš in veš, to je bil eden tistih spustov, ki ostanejo v glavi.
Od tukaj me pa do doma čaka še približno 15 km ravnine. Krasen izlet sem imel. Tudi vam želim varno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.